Pozdravljeni. Novica, da je FIA predlagala ekipam Formule 1, naj razmišljajo o ponovni možni uvedbi dolivanja goriva med samo dirko, je sprožila val debat, val diskusij o tem, ali je ta stvar dobra ali ne. Mnogi se s tem strinjajo, tudi zahtevajo ponovno uvedbo dolivanja goriva, po mojem mnenju malce preuranjeno, kajti ne zavedajo se tudi negativnih posledic te ponovne uvedbe in sploh ne razumejo, zakaj sploh FIA hoče pravzaprav nekako raziskati to pot. Da bi bolje razumeli, zakaj sploh gre pri dolivanju goriva v Formuli 1, je potrebno, da se malce ozremo nazaj v zgodovino. Namreč, ukolikor izvzamemo tiste dirke za 500 milj Indianapolisa, je prvi primer dolivanja goriva v Formuli 1 velika nagrada Nemčije 1957. leta, ko je Juan Manuel Fangio se ustavil v boksih, zamenjal pneumatike in dolil gorivo. Dirko je zmagal, to je bila njegova zadnja zmaga v Formuli 1A. Tisti, ki so dirko preučili, so ugotovili, da ukolikor se ne bi ustavil, bi zmagal z večjo lahkoto, z večjo prednostjo. To dobiva nekako potrditev tudi v dejstvu, da smo drugi tak primer videli sploh v sezoni 1982. Gordon Murray je pri Brabhamu ugotovil, ukolikor razdeli dirko na dva segmenta, kjer bi imel bolid samo polovico goriva, ki je potrebno, to se pravi, bi bil s tem lažji, bi bil toliko hitrejši, da bi bil na koncu še zmeraj boljši, kljub temu, da se ustavi v boksu, kot da bi dirko šel brez postanka. To se je nekako prijelo in takratna FISA, to je današnja FIA, je to prepovedala v sezoni 1984. Ponovna uvedba je bila komaj leta 1994 in obdobje dolivanja goriva med dirko je trajalo do konca sezone 2009. Zakaj gre pri dolivanju goriva? Dirko se razdeli na več krajših segmentov, sorazmerno številom postankov v boksih. Naprimer, če imamo en postanek v boksih, imamo dva segmenta, to se pravi, tu se razdeli tudi količina goriva, ki se na to v postanku dopolni, s tem, ko je bolid lažji, je tudi hitrejši. Iz tega obdobja velja izjava Adriana Neweyja, kateri je povedal, da vsakih 10 kg teže, ki jo ima manj bolid, je ta hitrejši za nekaj manj kot 30 na krog. Problem je v tem, da mora biti vsota vsega boljša, če imamo na primer več postankov, to se pravi tega segmenta, ko je bolid na progi in postanka samega. Tu se pojavi prvi problem z današnjo Formulo 1. Namreč vzel sem malo podatkov za sezono 94, jih primerjal s tistimi za 2018 in ugotovil, da so bolidi na krog, kar je seveda jasno, nekje hitrejši od 7 do 9 odstotkov, to se pravi, časi iz leta 1994 so približno za 8 odstotkov slabši od tistih iz leta 2018. Vzel sem različne proge, zato da je nekako merodajen podatek, a pove nam to, da vsak postanek danes terja več časa od tistega v letu 1994, kar je normalno, Formula 1 gre naprej in bolidi so iz leta v leto hitrejši. Po drugi strani to pomeni, da kljub temu, da bi znižali težo goriva, ni obvezno, da bojo bolidi se večkrat ustavili v boksih. Namreč ta postanek v boksih smo videli že danes pri menjavi samih pneumatik, stane vsako ekipo ogromno, kljub temu, da potem pride s svežimi pneumatikami na progo, kljub temu, da so postanki izjemno kratki, te izgube časa izjemno težko nadoknadi. Z dolivanjem goriva bi bili verjetno na istem, videli bi 1 do 2 postanka, a 3, 4 ali več zagotovo ne. Pustimo ob strani dejstvo, da je dolivanje goriva nevarno. Spomnimo se samo primera, ki ga je imel Jos Verstappen oziroma Felipe Massa, a mnenja sem, da vse te težave, ki so bile varnostne, povezane z dolivanjem goriva v tem obdobju od leta 1994 do 2018, niso bile tako hude, glede na tisto potencialno nevarnost, ki jo dolivanje goriva samo ima.
Problem je eden večji, ki se ga malo kdo zaveda. Namreč, ukolikor damo dolivanje goriva med dirko in to strateško uporabo dolivanja goriva, bomo prišli do tega, da prehitevanja na sami progi bo izjemno malo. Namreč, ukolikor bo prišlo do nekega direktnega kontakta med dvema direktnima nasprotnikama, se bo eden odločil za predčasni postanek in tako skušal prehiteti nasprotnika skozi bokse. Ne bo mu potrebno to storiti na progi. Na progi prehitevanja vemo, da določa nek rizik, je nevarno, možen je kontakt, možen je, da oba gresta izven proge. Zakaj bi riskiral, kajti važno je dirko zmagati, ne nekoga prehiteti, na progi govorim. In ukolikor se spomnite, prav pomanjkanje borb na progi sami je eden izmed razlogov, zakaj se je dolivanje goriva ukinilo po sezoni 2009. Sedaj ga končno imamo in zdaj, ko ga imamo, naj bi ga zopet ukinili, dvomim, saj jaz si tega ne želim. Menim, da je vso navdušenje nad dolivanjem goriva pravzaprav nek odraz nostalgije tistih, ki se spomnijo obdobja med sezono 1994 in 2009. Gre za spomin na junake iz tistega časa, na dirke iz tistega časa, kjer je bilo tudi prisotno dolivanje goriva. A sam menim, da je FIA v drugi fazi razmišljala nekoliko drugače. Njim je cilj zmanjšati težo bolidov samih. Zaradi kompleksnosti novih pogonskih sklopov, teh hibridnih pogonskih sklopov, je teža samega bolida v primerjavi s tistim, kar smo videli še desetletje od tega, višja za približno 135 kg. In pri FIA se trudijo znižati to težo bolida in dolivanje goriva med dirko je samo ena izmed možnih variant. Z raznimi viri, z raznimi mediji smo pa prišli v to situacijo, da je dolivanje goriva že kmalu realnost, čeprav je v informacijskem tej ideji FIA napisano točno, naj ekipe razmislijo o možni ponovni uvedbi. Ni še nobenega pravila, ne vemo, kako bi se to zgodilo, če se sploh bo zgodilo v novi pogodbi Concord. Do tega je še daleč in kot smo videli, ima več slabosti kot prednosti. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.